Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Začenja se novo šolsko leto, zato v september ukorakajmo s finančnimi lekcijami, ki bi se jih morali naučiti v šoli ali pa doma, pa se jih ne. Razlogov, zakaj se jih ne, je več, vendar ne bomo izgubljali časa s kazanjem s prsti, pač pa bomo pogledali nekaj lekcij, ki vam lahko pomagajo k boljši finančni kondiciji. Ta epizoda je primerna tako za najstnike, študente, milenice, starše in druge, ki želite izboljšati svoje finančno zdravje. Prvič sem nekaj teh lekcij objavila pred pol leta, ko me je preko LinkedIna kontaktiral mlad študent ekonomske fakultete Edis z vprašanjem, kaj bi si svetovala, če bi se lahko vrnila v študentska leta s tem znanjem, ki ga imam danes. Povezavo do teh lekcij bom objavila tudi v opisu te epizode. Tokrat bomo obdelali le nekaj teh lekcij, ne vseh. Lekcije je več, osredotočila se bom le na finančne, na koncu pa izpostavila tudi najbolj pomembno lekcijo. Pri vsaki od lekcij sem dodala tudi domačo nalogo oziroma povzetek spoznanj. Gremo v akcijo. Prva lekcija: ne boj se napak, ni napak, so samo lekcije. Največja težava vseh nas je v bistvu strah pred neuspehom. Strah pred padci nam vcepijo že naši starši, ko se na igrišču derejo oziroma vreščijo, pazi, da ne padeš. Morda bi morali pustiti, da kdaj pa kdaj otroci tudi padejo in pa seveda po padcih predati pomembno lekcijo, in sicer kako se pobrati in ponovno splezati nazaj na tobogan ali gugalnico. V življenju je veliko padcev in nekaj najbolj dragocenega je, da se znamo pobrati in od tam potem tudi nadaljevati. Veliko te filozofije se lahko naučimo recimo iz borilnih veščin. Sama sem trenirala karate, šotokan in spoznanje teh lekcij, ki sem jih takrat dobila, se pravzaprav dolgo časa niti nisem zavedala. Kasneje sem lahko uporabila te lekcije tudi v svojem življenju. Recimo moji otroci so trenirali judo in konkretno pri judu so recimo usvojili eno zelo pomembno lekcijo, za katero menim, da bi se jo morali učiti že v vrtcu, in sicer to je umetnost padanja, ukemi. Tehnike padanja ali varnega prejemanja udarcev, samoobrambe in tako dalje učijo tudi druge borilne veščine. To znanje lahko koristi predvsem kot zaščita pred poškodbami, ne samo fizičnimi, pač pa tudi psihičnimi, ki lahko z nami ostanejo bistveno dlje kot praske zvini in zlomi. Večina je zaradi strahu pred neznanim v krču in se oklepa tistega, kar jim je poznano, držijo se nekih receptov, nekih pravil, ki so jih nekako dobili od svojih staršev, starši naši so jih dobili od svojih staršev in tako dalje. Tudi prepričana glede denarja, financ, upravljanja premoženja in denarja prihaja od naših staršev. Eden tipičnih primerov, ki jih nekako usvojimo že v ranih zgodnji mladosti, je pridno varčuj in imej denar na varnem. Toda časi so se spremenili, zato je čas, da se spremenijo tudi te lekcije. Ena zgodnjih lekcij bi morala biti namreč pridno investiraj. Več o investiranju malce kasneje v ločeni lekciji. Dejstvo je, da ko smo mlajši, si lahko privoščimo več napak. Te napake ne bodo usodne, vsaj praviloma ne. Vzemite pa si čas in analizirajte svoje napake, ki se lahko izkažejo za pomembne življenjske lekcije. Dajmo pogledati pregovor znanega izumitelja Thomasa Edisona, ki ga večina pozna po izumih, kot so žarnica, fotoaparat, baterije, celo igle za tetoviranje, ta gospod izumil. In povedal je en zelo lep stavek, ki pa vzame vse to, kar smo prej povedali. I have not failed. I have found 10,000 ways that won't work. Torej, nisem padel, nisem pogorel, našel sem 10,000 načinov, ki ne delujejo. Dajmo pogledati še nekaj napak, ki so se izkazale za revolucionarne. Denimo, Nobelovec Fleming je zaradi napake v recepturi slučajno odkril penicilin. Ali pa recimo Kolumb je zaradi nepravilne ocene obsega Zemlje pomotoma odkril Ameriko. Kaj pa vem, mogoče se vam pa vaša napaka obrestovala in privedla do kakšnega revolucionarnega odkritja.
Mimogrede, v spominu se mi je vtisnil en stavek slovenskega serijskega podjetnika in najbogatejšega Slovenca, Sandija Češka, oziroma enega najbogatejših Slovencev, Sandija Češka, ki mi je povedal, da je imel srečno roko z razpršitvijo napak. Njegova strategija je, da izredno veliko tvega, investira v poslovne ideje, ko so še v fazi samega razvoja. Nekatere zgodbe se izidejo, drugi spet ne. Skratka, recept njegov je bil razpršitev napak. Lekcije oziroma ob zaključku te lekcije sledi naloga. Razmislite, katera je bila po vašem mnenju največja napaka doslej. Vzemite list papirja in jo zapišite. Zdaj pa na to napako pogledajte z malce distance, dajte čustva na stran in jo dobro zanalizirajte. Razmislite o lekcijah, predvsem pa razmislite, kako lahko vsa ta spoznanja prenesemo k reševanju našega aktualnega problema oziroma izziva. Druga lekcija, nadzoruj denar. O tem smo že veliko govorili, ampak na hitro dajmo obnoviti. Mi smo šefi denarju in denar je naš delavec. In v vsakem trenutku kot dober gospodar moramo vedeti, kje je naš denar in kaj ta počne. No, tako naj bi bilo v teoriji, v praksi pa je pogosto malce drugače. No, in sicer velja nasprotno, da smo mi sužnji denarju. Živimo iz rok v usta, od plače do plače. Ko pride pravzaprav do te situacije, moramo stopiti korak nazaj, se pogledati v ogledalo in si priznati, da smo izgubili kontrolo nad svojim denarjem. Zato moramo temu narediti konec. Prvi korak k prevzemu nadzora je ta, da začnemo spremljati svoj denar. Spremljamo prihodke, večina tukaj ne bo imela težav, in spremljamo seveda tudi odhodke. Ni dovolj, da samo spremljamo, ključno je seveda tudi, da analiziramo svoje ugotovitve. Podobno je kot pri hujšanju. Če boste želeli vedeti, zakaj ste se zredili, je potrebno voditi dnevnik prehrane in hitro boste našli, kje je vaša dieta zašla s poti. Analiza je torej ključna. Tako spoznamo sebe, svoje nakupne navade ter tiste sprožilce, ki nas zapeljajo v skušnjavo oziroma trošenje. Stranski učinek vodenja financ oziroma spremljanja denarja pa je ta, da vsak svoj nakup ozavestimo in se vprašamo, ali to res potrebujemo. Moram priznati, da pri meni to res deluje. Velikokrat na poti do blagajne moje možgani meljejo, ali res to potrebujem. No, velikokrat se potem tudi zgodi, da si premislim in potem nesem artikel nazaj na polico. Čeprav se sliši zelo enostavno spremljati denar, vendar temu ni tako. Le redkim uspe več mesecev vsak dan vnašati izdatke in jih potem enkrat tedensko ali enkrat mesečno analizirati. Zato je potrebna trdna volja in disciplina, res pa je, da si lahko celotni postopek olajšamo s kopico mobilnih aplikacij za spremljanje denarja. V epizodah Money House smo že omenjali NoPrints pa Tošel, obstaja pa še cel kup drugih aplikacij, tako da so brezplačno na voljo, tako da preverite. Lahko pa svoje prihodke in odhodke enostavno beležite v Excelu, če vam je to ljubše, ali v beležki, zato pa seveda potrebujete malce več časa. Vendar pozor, to je le prvi korak k prevzemu nadzora. Bolj kot kako postati dober gospodar svojemu denarju, je ključno vprašanje, kako postati dober gospodar svojemu premoženju. To je širši koncept, ki vključuje celovito upravljanje osebnega premoženja, vse od teh gospodinjskih financ, dolgov, investicij, zavarovanj in tako dalje. In vaša naloga? Spremljajte svoj denar vsaj 3 mesece in nam sporočite, koliko denarja vam je v tem času uspelo privarčevati. Sedaj pa še ena motivacija oziroma spodbuda. Najstniki, ki so sodelovali v tem eksperimentu, so denimo prihranili tudi po več 100 evrov. Tretjič,
Denar naj dela za vas in ne vi za denar. Za posebno epizodo Money How sem pripravila zemljevid oziroma skico toka denarja. Na svojem primeru sem prikazala, kaj počnem, ko dobim plačo na svoj TRR. Zemljevid toka denarja v bistvu prikazuje, da je najbolj pomembna položnica, ki jo bomo plačali vsak mesec, položnica za dolgoročno varčevanje. To je položnica, ki jo plačujemo za naš prihodnji jaz. Verjamem, da si najstniki zelo težko predstavljajo sebe kot 70-letnika, zato si naslikajmo malce drugačno sliko. Ko smo stari 18 let, je lahko naš prihodnji jaz 25-letnik ali 30-letnik ali 35-letnik. Vprašajte se, kako bo živel, kje bo živel, kakšno bo njegovo življenje, kaj se želite, da bi si že počeli pri 25, 30 ali 35 letih. Ko ste stari 35 let, se vprašajte, kaj boste počeli čez 10 let, 15 let, 20 let. Kaj boste počeli, ko boste stari 60 let? Verjetno si boste rekli, približeval se bom upokojitvi, ali imam dovolj prihrankov, sem zdrav, sem srečen. Če se težko predstavljate, kakšno bo vaše življenje čez 20, 30, 40 let, imam super recept. Poglejte svoje starše ali stare starše. Lahko si pa tudi pomagate z efektom na TikToku, ki vas postara do leta 78. Shranite si to sliko in jo na vsaki tok časa tudi malce poglejte. Ko plačamo položnico sami sebi v prihodnost, sledi plačilo položnic za tekoče stroške in pa potem seveda tudi kratkoročno varčevanje. Tak način varčevanja ni nova pogruntavščina. To so učili že veljaki v Babilonu. Najprej plačaj sebi, nato drugim. Varčevanje torej ni nič drugega kot potrošnja v prihodnosti. V tem kontekstu bi mogoče priporočala še eno knjigo, ki se mi je zdela zelo zanimiva, in sicer to je knjiga The Richest Man in Babylon, najbogatejši človek v Babilon, ki je bila prvič objavljena leta 1926 in potem tudi večkrat posodobljena. Gre za klasiko osebnih financ, možno pa je dobiti tudi na Googlu brezplačen PDF. Marsikdo me je vprašal, koliko denarja pa potem seveda nameniti tem dolgoročnim ciljem, se pravi svojemu prihodnjemu jazu. Pravilo Pralca pravi okrog 10%, toda zakaj bi se omejevali? Zdaj, če si lahko privoščite le 5% dati na stran, dajte 5%, če lahko več, dajte seveda več. Namenite toliko, da boste udobno živeli svojo odločitvijo, pa če tudi je to 10 evrov. Danes je 10 evrov, jutri bo 50, pa jutrišnjem bo pa mogoče 150. Zmotno je prepričanje, da potrebujemo veliko denarja, da varčujemo za dolgoročne cilje. To je v bistvu predsodek iz preteklosti. Danes imajo mladi v resnici bistveno boljše pogoje ekonomičnega varčevanja, že ob izjemno nizkih zneskih. Sklade denimo lahko kupimo že z 20 evri, tudi delček delnice oziroma frakcijo delnice lahko kupimo že z nekaj evri. Borzno-posredniške provizije v nekaterih primerih, predvsem ko govorimo o delnicah v ZDA, ni več ali pa znaša nekaj evrov. Vsak evro, ki ga boste preko donosnostnega stroja kapitalskih trgov poslali bodočemu jazu čez 20 let, bo praviloma opazno pridobil na kupni moči, pa če tudi obstaja tveganje, da bo na srednji rok povišana inflacija. Poglejmo en praktičen primer. Če danes 100 evrov pošljete na potovanje okoli sveta za 20 let in se ta v povprečju oplemeniti s 5%, kjer smo že upoštevali in odšteli seveda inflacijo, bo realna kupna moč, ki jo bo prejel vaš prihodnji jaz, 2,6-krat večja od današnjih 100 evrov. Kaj to pomeni? Vaš prihodnji jaz bo v rokah čez 20 let držal 265 evrov in ne 100. Številke se seveda dramatično povišajo za vsako 100 točko više realne donosnosti. Sedaj pa še naloga. Zato, da razumemo koncept, kako iz malega zraste veliko, predlagam, da se malce poigrate s kalkulatorji donosnosti. Nekaj primerov kalkulatorjev bom objavila, tako da boste nekako ugotovili, kako iz malega zraste veliko, oziroma da boste spoznali moč obrestno-obrestnega računa oziroma donosnostnega stroja, ki sem ga prej omenjala. Če imate čas, preberite tudi knjigo Najbogatejši človek v Babilonu, sicer pa lahko na Googlu najdete tudi povzetke iz te knjige.
Četrta točka, oblikuj denarno rezervo. Nekateri denarni rezervi rečejo tudi varnostna rezerva, zlata rezerva, finančna rezerva, skratka, to je eno in isto. Gre za nekaj tisočakov, ki jih imamo stalno na zalogi, torej na rezervi, za primere nepričakovanih dogodkov oziroma izdatkov, ki nas sicer lahko zelo udarijo po žepu. Recimo, to je servis avtomobila, popravilo ali nakup pralnega stroja, izgube službe, telefona, kolesa, računalnika, karkoli. Pravilo palca pa pravi, da naj bi imeli na zalogi toliko denarja, da pokrijemo 6-mesečne stroške oziroma 6-mesečne prihodke. Torej, predlagam, da imate nekaj tisočakov na zalogi. Potrošniška posojila so namreč zelo draga in hitro se lahko ujamemo v past zadolževanja. Trgovine ponujajo brezobrestna posojila, banke ponujajo hitre kredite in potem imamo še limite, pa kreditne kartice in tako dalje. To nas v bistvu vse stane in ni poceni. Če se boste kdaj srečali s potrošniškimi posojili, bodite predvsem pozorni na pravi strošek posojila. Ta pravi strošek posojila potrošniškega prikazuje efektivna obrestna mera, v kateri so vključeni čisto vsi stroški. Torej stroški odobritve kredita, zavarovanja kredita, obrestne mere in tako dalje. Marsikdo pa zmotno nekako gleda samo mesečni obrok oziroma obrestno mera. Razlike so pa lahko zelo dramatične. Vati za zlato oziroma varnostno rezervo. Idealno seveda bi bilo začeti jo čim prej graditi, že v najstniških letih. Številni prejemajo žepnino, pa potem dobijo denar za božička, za rojstne dneve, birme in seveda za druge praznike, pa včasih babica pa dedek tudi kaj primakneta. Skratka, del tega denarja bi bilo fino nekako imeti shranjenega na nekem ločenem, brezplačnem bančnem računu. Šolajoči imajo seveda te račune brezplačno, odrasli pa lahko odpremo račun tudi na kakšni od neobank, bodisi je to N26, Revolut, Bunk in tako dalje. Torej, če smo zamudili recept za to, da bi nekako oblikovali to varnostno rezervo, drugega ni, kot da začnemo lepo počasi in potrpežljivo vsak mesec graditi oziroma dati del denarja na zalogo. Nauk te lekcije je, čeprav je denarna rezerva nekaj, kar se lažje vzpostavi verjetno s prvo službo, pa velja tu enako pravilo kot pri investiranju. In sicer, da je bolje začeti graditi varnostno rezervo čim prej. 5. točka, investiraj. Omenili smo že, da je najbolj pomembna položnica tista, ki je namenjena dolgoročnemu varčevanju. Toda to ne pomeni, da varčujemo na banki, saj denar na banki zaradi inflacije realno izgublja na vrednosti. Pač pa investiranje na kapitalske trge, torej borzo. Čeprav je kapitalski trg v Sloveniji relativno mlad, star je komaj dobrih 30 let, pa to ne more biti večni izgovor, da se izogibamo tej tematiki. Zakaj je investiranje pomembna lekcija, ki bi jo morali usvojiti že kot najstniki? Preprosto, ker se nam to znanje dobesedno obrestuje oziroma se donosi nalagajo oziroma lepijo na predhodne donose. Dajmo malce poenostaviti. Zamislite si hrib ali goro. Lahko je to Šmarna gora, lahko je to Viševnik, Golovec, Triglav, Stol, Golica, katerikoli hrib ali gora. Ob rojstvu smo na vrhu hriba, starejši ko smo, bolj se pomikamo po hribu navzdol. Na vznožju hriba smo v obdobju upokojitve, ob smrti pa se nekako zakotolimo v dolino. Tisti, ki bo začel valiti kepo na vrhu klanca oziroma hriba, bo imel bistveno večjo kepo kot tisti, ki jo bo začel valiti nekje na sredini klanca. Na njegovo kepo se bo namreč prijelo več snega oziroma donosov. Temu valjenju kepe po klancu navzdol rečemo obrestno-obrestni račun oziroma donosno-donosnostni račun ali po angleško compounding. Einstein je pa enostavno temu rekel 8. čudo sveta. Pot po hribu navzdol ni vedno lepa. So kucli, so luknje, so razne ovire na poti in včasih nas lahko celo iztiri, lahko pa tudi kaj na poti navzdol izgubimo,
A če imamo cilj, torej da pridemo z veliko kepo snega do vznožja hriba, potem nas tudi kuclji ne smejo ustaviti. Kako torej vlagati? Preden vložite en sam cent, se morate zavedati tveganj, torej vseh kucljev in lukenj na hribu. Bolj, ko se želimo hitro spustiti po klancu oziroma hribu navzdol, torej investirati v delnice, večje tveganje moramo sprejeti in se zavedati, da nam kuclji in pa luknje v tem primeru lahko bolj poškodujejo našo kepo. Tisti, ki ne želijo preveč tvegati in imajo raje razpršeno košarico, pa bodo po hribu navzdol kotalili več kep oziroma investirali v vzajemne sklade ali sklade, ki kotirajo na borzi, torej ETF-e. Prvi so dražji, pri drugih pa je vseeno potrebno nekoliko več znanja oziroma bolje rečeno je z njimi mogoče na začetku malce več korakov. O obeh pa smo govorili tudi že v Money How. Sčasoma, ko razumemo, kako se kotaljenje kepe obnaša, lahko z rastjo veščin investiranja spoznavamo posamezne delnice in se preizkusimo v bolj aktivnem investiranju v posamične delnice na dolgi rok in sprejemamo s tem tudi nekoliko višja tveganja. Če nam tudi to ne diši in bi radi počasi valili kepo po klancu navzdol, da nam ta ne uide ali se nam ne poškoduje, imamo seveda možnost vlaganja v mešane ali obvezniške sklade, bodisi v ETF-e, vzajemne sklade ali pokojninske sklade. Če pa želimo bolj akcijsko investirati s ščepcem divjega zahoda, je pa zato pravi naslov kriptotrg, lekcije se tam pospešeno usvajajo, padci znajo biti zelo boleči, zato je potrebno tu definitivno nositi čelado, sicer nas lahko zelo boli glava. Dejstvo pa je, da ko smo mladi, lahko tvegamo več. Zato tvegajte več, investirajte večji del v sklade, ki sledijo širokemu delniškemu trgu. Lahko se seveda z omejenim zneskom igrate tudi na kriptotrgu, da boste hitreje spoznali, kako deluje pohlep in strah na finančnih trgih. Saj so tam nihanja bolj poudarjena, ampak ne bodite preveč pohlepni in ko se vam bo nasmehnila sreča, poberite vsaj del dobička z mize in ga reinvestirajte v manj tvegan del portfelja ali ga dodelite polnjenu denarne rezerve. Bolj, ko se približujemo vrednostnemu cilju, ki smo si ga zastavili, bodisi je to nakup stanovanja, varčevanje za pokojnino ali pa neko drugi dolgoročni cilj, pa zmanjšujemo potem seveda tveganja. Torej, preoblikujemo premoženje oziroma portfelje v prid manj nihajnih naložb. Dejstvo je, da je investiranje pravzaprav nadzor tveganj in predvsem skozi cikel varčevanja na dolgi rok ga je seveda tudi potrebno upravljati. Toda pozor, investiranje ni tek na kratke proge, pač pa gre za maraton. To pomeni, da vlagamo za obdobje daljše od 7 let. Idealno pa seveda čim daljše obdobje, 20-30 let. Slišali smo celo od Egona Zakrajška v podcastu, ko smo se z njim pogovarjali, nam je rekel, da obstajajo seveda v Ameriki vlagatelji, ki vlagajo 50-60 let. Zavedajte se, da se v tem času dogajajo korekcije oziroma popravki cen navzdol. Vrednost vašega portfelja pa se lahko skrči tudi za tretjino ali celo polovico. Za vse, ki niso pripravljeni sprejeti tega dejstva, obstaja en tak zelo lep pregovor. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Ob večjih nihanjih mnoge namreč zagrabi panika. To pa je, kolikor ste si zadali, da ne boste denarja pogrešali vsaj 10 let, ena največjih napak. Veliko vlagateljev je denimo panično razprodajalo svoje premoženje ob veliki finančni krizi leta 2008 in pa seveda tudi ob zdrsu tečaja ob izbruhu koronavirusa marca 2020. Spomnimo pa se tudi na pregovor borznega mačka Warrena Buffetta, ki pravi, če vam upad vrednost delnic za 50% povzroči akutno stisko, potem delnic ne bi smeli imeti. In vaša naloga za vse najstnike, mlade in druge, ki so še vedno v dvomih,
si lahko dajo duška in trenirajo z virtualnimi evri, z odprtjem računa pri enem od ponudnikov, ki ponuja recimo demo opcijo, ali pa v Google vtipkajte Virtual Stock Market in boste dobili ogromno brezplačnih različic. Recimo investirajte v nek ETF, investirajte v delnico nekega samoroga, mogoče tudi v kriptovalute in v bistvu spremljate svoje občutke, ko se tečaji dvigujejo, ko nihajo. Poskušajte najti nekakšen miks, ki vam povzroča najmanj manično-depresivnih občutij. Ko bo denar resničen, se vsi ti občutki potem tudi pošteno okrepijo. Pri tujih brokerjih in pa kriptomenjalnicah je zahtevana starost vsaj 18 let. Mladi, ki že trgujejo, pa nam sporočajo, da so jim račune pri brokerjih v tujini odprli predvsem starši. Starostnih omejitev pri varčevanju v vzajemne sklade ali odpiranju trgovalnih računov pri brokerjih v Sloveniji ni. Do 18. leta pa je seveda potrebna prisotnost starša oziroma skrbnika, nekateri zahtevajo tudi rojstni list otroka. Diverzificiraj. Pri napakah, torej v prvi točki, smo omenjali Sandija Češka in njegovo diverzifikacijo napak. Enako velja tudi seveda pri investiranju. Zanimivo mi je bilo, ko sem se pogovarjala z Matejem Tomažinom, ko je rekel, če ne veš, kaj kupiti, kupi košarico naložb. Z Matejem so posnela epizodo o kriptovalutah. Matej sicer prihaja iz borznega sveta. V epizodi je opisal kar nekaj svojih bolečih izkušenj oziroma lekcij. Bil je tudi aktiven investitor, ki je nadpoprečno obtežil tudi kakšno delnico, ampak pod črto je vedno naredil domačo nalogo, potem pa je presedlal v kripto, kjer se drži podobne logike. Stava na enega konja se povprečnemu vlagatelju, ki nima v sebi vsaj nekaj veščin Warrena Buffetta, redko obrestuje na dolgi rok. Saj je izjemna podjetja težko najti desetletja, preden to dejansko tudi postanejo. Težava ni, da je to nemogoče, ampak zahteva številne faktorje in stalno ukvarjanje z naložbami, pa še to ni nobena garancija. Pogosto pa se v lov za samorogi spuščajo posamezniki, ki nimajo nobenih predhodnih izkušenj in so od nekega znanca ali kolega ali soseda slišali, da je neka delnica A ali B enkratna oziroma najboljša priložnost ta hip. Številni starši recimo so se konkretno, če izpostavimo en primer, so se opekli z delnico nove KBM in pa za naložbami v balkanski regiji. To sta bile za marsikaterega Slovenca zelo dragi lekciji. Žal pa opažam, da številni nekako niso sprocesirali te boleče izkušnje in so enostavno sklenili, da je borza nateg. Ja, ni nateg. Res pa je, da se na borzah lahko močno spremenijo razmere. Samo poglejmo aktualen primer Kitajske, ko je partija dobesedno udarila po tehnoloških gigantih in sesula borze. V primeru, ko nismo odkrili nek sistem, kako stalno balansirati tveganje koncentracije, je edina varovalka pravzaprav diverzifikacija. In ne to, da večino svojih prihrankov investiramo v eno visoko tvegano nišno regijo ali eno slovensko podjetje. Temu se sicer reče tudi pristranskost investiranja. O slovenski borzi pripravljam posebno epizodo, saj je ta hip ena najbolj donosnih na svetu, slovenski blue chipi pa izplačujejo tudi lepe dividende. Dejstvo pa je, da investiranje ni raketna znanost. To je povedal že sam borzni maček Warren Buffett. Ta dedek dolgoročnega vlaganja, ki bo avgusta dopolnil 91 let in se vse bolj zaveda, da se mu čas na zemlji izteka, je nedavno razkril, kako bo njegova žena Astrid, ki je 75 let stara, torej 16 let mlajša, varčevala potem, ko bo on umrl. In sicer sestavil je portfelj, ki je sestavljen iz 90% kotirajočih skladov, ki sledijo ameriškemu indeksu S&P 500 in pa 10% državnih obveznic. To bo storil, čeprav sta s partnerjem Charliejem Mungerjem pogosto pasivno investiranje označila kot nekaj za tiste, ki ne vedo, kaj kupiti.
Diverzifikacija pa ne pomeni, da kupujemo vse živo in kupujemo vse povprek, pač pa je dovolj, da kupimo enega ali dva globalno razpršena sklada, ki sledita indeksu, ki opredeljujeta globalno razvite trge, kot tudi del trgov v razvoju. Ekonomski temelji sveta se bodo v 20 letih gradili tudi na trgih v razvoju. O Kitajski smo govorili tudi v eni od epizod z Matežom Raškovičem. Res je zanimiva vsebina, dajte poslušati, če še niste. Kot začimba pa seveda lahko potem s časoma, ko nekako postajamo malo bolj samozavestni, dodajamo tudi druge regije, panoge, vendar preden kupite, preverite, kaj obsega vaš sklad, da se vam naložbe ne podvajajo, predvsem pa pazite vedno na celotne stroške in pa ugled izdajatelja in upravljalca sklada. In naloga? Poslušajte podcast z Nikolom Malkovičem na temo ETF-ov, ki smo ga naredili, in obiščite spletno stran Just ETF, ter najdite seznam ETF-ov, ki sledijo indeksu MSCI World ali S&P 500. Pišite mi, katerega bi vi izbrali in zakaj. Za tiste, ki portfelj že imate oblikovan, pa morda naredite analizo svojega portfelja. Žal je večina ponudnikov, ki ponuja analize portfeljev plačljivih, lahko pa naredite analizo portfelja znotraj lastne trgovalne platforme, izvozite v Excel, mogoče tisti, ki imate Interactive Brokers, lahko preverite tudi spletno stran passiv.com, bom objavila tudi v opisu epizode. Aplikacija je namenjena izvrševanju celovite strategije investiranja in integracije več trgovalnih računov. Recimo konkretno, ponudba je seveda omejena, lahko pa recimo povežete Interactive Brokers in pa Kraken. Našla sem tudi eno orodje, ki je morda zanimivo za raziskati, Portfolio Performance, sama ga še nisem testirala, gre pa za odprto kodno orodje. Zagotovo obstajajo še drugi api, če mogoče kakšnega poznate, bom zelo vesela vaših odzivov. Mogoče še mimogrede, tako za malce za hec, se lahko poigrate tudi s preteklimi donosnostmi vašega portfelja preko brezplačne aplikacije oziroma spletne strani backtestcurve.ue. Povezavo bom objavila v opisu tega podcasta. Vendar imejte v mislih, da pretekle donosnosti niso garancija za prihodnje. 7. točka. Zavarujte se. Vsi stalno razmišljamo o plemenitenju premoženja in kar pozabimo na zaščito premoženja in pa seveda dohodka, pa tudi seveda življenja. Glede na to, da vstopamo v novo šolsko leto, bodo tudi zavarovalnice, tako kot vsako leto, tudi letos ponudile paketna nezgodna zavarovanja za naše malčke, učence, dijake, študente in seveda tudi druge. To je pravzaprav edino zavarovanje, ki ga mladi človek dejansko tudi potrebuje, poleg seveda zdravstvenega, ki ga potrebujemo potem, ko izstopimo iz nekak šolskega sistema. Ko to kupujete, pa bodite predvsem pozorni na višino kritja za primer 100% invalidnosti. Če se vam ta scenarij zgodi, bo strošek prilagoditve na novo življenje izredno visok. Ne samo to, tudi zmožnost ustvarjanja prihodkov se vam bo drastično zmanjšala. Vzemite čim višjo zavarovalno vsoto za primer 100% invalidnosti. Najdražji in pogosto tudi najbolj nesmiseln del zavarovanja, še zlasti za dijake, učence, je dnevno nadomestilo in pa bolnišnično nadomestilo. Je pa to vključeno v paketu, tako da se temu pravzaprav niti ne morete izogniti. Pri študentih je ta zgodba mogoče malce drugačna, sploh pri tistih, ki so odvisni od svojih zaslužkov. Če se recimo poškodujejo, lahko posledično to pomeni tudi izpad dohodka in v tem primeru jim lahko to nadomestilo seveda pride prav. Pri odraslih velja enako, in sicer potrebujemo kakovostno zavarovanje za primer 100% invalidnosti. Tisti, ki imajo seveda hipoteke oziroma ki imajo vzdrževane člane, je pomembno tudi zavarovanje za primer smrti oziroma riziko zavarovanje. O premoženju pa za premoženje pa seveda pomembno, da zavarujemo svojo hišo, stanovanje, zlasti če živimo na poplavnem območju oziroma potresnem območju, in pa seveda avtomobil, ki pa je tako potrebno zavarovati po zakonu. Za konec pa še zadnja lekcija. 8. lekcija, boljši prihodnji jaz.
Vedno imejte v mislih svojega prihodnjega jaza, največ, kar lahko naredite zanj ali zanjo, je, da se stalno učite in nabirate izkušnje. To je pravzaprav vaš največji kapital. Seveda je v poplavi informacij težko ločiti plevelo od zrnja, zato pametno izbirajte, komu boste verjeli. Kot sem omenila, verodostojne informacije o investiranju in financah najdete na Investopediji. Edini zares neodvisni pri nas pa smo na MoneyHow, ker smo se odločili deliti znanje in širiti finančno pismenost, saj bi to znanje moralo biti brezplačno dostopno vsem in ne samo tistim, ki si ga lahko privoščijo. V roke vzemite Biblije investiranja od borznih mačkov, kot so Peter Lynch, Benjamin Graham, John Bogle, John Greenblatt, Jeremy Siegel, Howard Marks in številni drugi. Ne nasedajte prodajalcem, ki vam poskušajo preko knjig s privlačnimi naslovi prodrati drage seminarje, finančne svetovanja in razne produkte, ki vas na koncu lahko pošteno udarijo po žepu. Še nekaj, znanje ni dovolj. Pomembno se je spoznavati, saj se z leti spreminjamo in spreminjajo se tudi naši cilji oziroma želje. Imamo eno življenje, zato ga živite. Toliko danes z moje strani. Upam, da vam je bila epizoda všeč. Se slišimo naslednji teden.